Nemalokrat smo poročali o težavah, ki jih COVID-19 prinaša specifičnim skupinam ljudi, saj zaradi varnostnih ukrepov ne morejo normalno opravljati svojega poklica. Glasbeniki, lutkarji, ozvočevalci, prostitutke in drugi ljudje z področja kulture, ki v tem času trpijo veliko gospodarsko škodo. Obstaja pa skupina profesionalcev, ki jih je virus še posebej prizadel. Danes je z nami gospod Občan, ki želi ostati anonimen. Kako bi se pa vi sami predstavili? Ja, imam več nazivov, sem neuradni odtujitelj privatne lastnine, zbiralec tujih premičnin. Lahko mi rečete težko adaptirani tolovaj, krajše tat. Torej ste lopov? Ne. Te sedijo v pisarnah, v upravah, v parlamentu. Za njih v času korone ni bilo težav. Smo v stalnih stikih in lahko vam povem, da smo edini s težavami mi. S kakšnimi težavami pa se srečujete? Poglejte, vlada ljudi zapira v karanteno, poziva jih naj delajo od doma. Noben pa ne pomisli, da s tem tako rekoč onemogoča našo dejavnost. Vsi so skozi doma. Kaj pa je to pomenilo za vaše prihodke? Ja, kvaliteta pridobljenih artiklov je seveda slabša. Večkrat sem se mogel zadovoljiti s stvarmi, ki jih imajo ljudje na hodniku, v kleteh ali pa na podstrehah. Imam zelo veliko omaric iz Ikee, raznih hladilnih skrinj, kamp opreme, pa seveda ogromno dežnikov pa copat. Pa ste med opravljanjem dela naleteli na veliko ljudi? Ja, bilo je zelo neprijetno. Poglejte, to so prizori, ki jih jaz nobenemu ne prvošam, nobenemu. Otroci, ki se doma šolajo, to noben noče videti. Poznam več občanov, ki so zaradi tega dobili posttravmatski sindrom ali pa fobije. En občan je v času karantene sred dneva želel vstopiti čez okno v stanovanje in je stopil na gospo, ki je izvajala jogo. Groza vam povem. On ne more več enkoli čez okno v stanovanje. To so stvari, ki se jih ne da odmisliti. Ampak na srečo je država pokazala razumevanje. Kako? So vam šli na roko? Pomilostitve, brezplačna pravna pomoč? Kje pa? Ne moramo si vsi prvošati Matoza. Veste, koliko otroških vozičkov pa gasilnih aparatov je to? Ne. Na tem mestu bi se raj zahvalil kolegu Jelkotu za maske. Maske? Ja, maske. Zdaj so obvezne, posod, tudi zunaj. Na pošti, na banki, na loteriji, posod. Pa to razkuževanje. Skozi se nekaj briše, ni sledov, ni prstnih odtisov. Se razumete, a ne? Ko virus zapre okno, vlada odpre vrata. Če do sedaj niste bili prepričani, potem zdaj veste. Maske rešujejo življenje. Ne samo tistim, ki jih nosite, ampak tudi tistim, ki so odvisni od njih. In ne pozabite, ko maske padajo, ne padajo daleč od drevesa. Zakaj dogaja, Tomaž Nimaš.